Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Sem Suzana Kos, z menoj v studiu pa danes dva poslanca, gospa Mojca Šetinc Pašek in gospod Jernej Vrtovec. Hvala, da ste se odzvala mojemu vabilu. Bi morda začeli z vajino prihodnostjo. Gospa Šetinc Pašek, verjetno se še niste odločili, po razhodu z Gibanjem Svoboda ste sedaj nepovezana poslanka. Ugiba se, ali se boste pridružili stranki SD ali stranki, ki jo bo morda ustanovil gospod Vladimir Prebilič, ali pa bosta morda šla z nekdanjim evropskim poslancem Grošljem v neko svojo manjšo politično zgodbo. Čemu ste najbolj blizu, ali je še prezgodaj verjetno? Najprej bi rekla, pozdravljeni seveda, vi in tudi vaše gledalke in gledalci. Mislim, malo je prezgodaj zame ta odločitev, zaradi tega, ker pač se mi zdi, da je do volitev še kar nekaj časa, sicer manj kot leto dni, okrog 10 mesecev. Volitve mislim, da bodo nekje sredi marca prihodnje leto, mislim, da bodo redne. Zdaj te ključne odločitve bom sama verjetno sprejemala nekje v jeseni. Res pa je, to pa moram potrditi, da me praktično vabijo vsi, ki ste jih omenili, na pogovore, na kave, tudi iz opozicije, iz opozicijskih strank. S kolegom Jernejem Vrtovcem sva tudi dogovorjena za eno kavo, ampak ne v tej obliki političnega sodelovanja. Kako se bom odločila ta hip, res ne bi želela špekulirati, ugibati, ker pač te odločitve še ni. Mi pa je samo dogajanje na političnem prizorišču zelo zanimivo, še zlasti po tej napovedi, ki jo je dal prvak moje prejšnje stranke v Robert Golob, o neki koaliciji. Oziroma o tem, kako se glasovi na levi opciji ne smejo več drobiti. Predvsem potem, ko je sam te glasove ali pa levo opcijo zelo drobil in zoper njo igral 3 leta. Vemo, kaj se je dogajalo s stranko SD in kje so se recimo najbolj angažirali z aferami, da jih čim bolj producirajo v teh pro-svobodnih medijih in tako naprej. Tukaj je vprašanje, ali bi gospod Vladimir Prebilič svojo stranko drobil ali krepil levo sredino. Pa morda še vprašanje, ker je pač ravno aktualno. Časopis Delo je objavil, da se je gospod Prebilič dobil ali se bo dobil z gospodom Antonom Ropom. Meni se zdi to strateško popolnoma napačna odločitev, ker to pomeni, da v bistvu maha z rdečo cunjo vašemu nekdanjemu predsedniku Robertu Golobu. Meni se to ne zdi čisto napačna odločitev. Jaz, če bi bila na mestu doktorja Prebiliča, bi se sestajala z vsemi, ki mi lahko pomagajo, koristijo pri nekih strateških odločitvah. Tone Rop je vendarle človek, ki ima izkušnje z vlado, vodenjem vlade, bil je predsednik vlade, bil je minister za finance, bil je minister za delo. Skratka, neko tehnokratski pogled na to, kako vlada deluje, ima. Hkrati je pa recimo eden od bolj večjih poznavalcev makroekonomskega področja, bančne regulacije in podobnega. Iz tega je tudi doktoriral, v tem smislu je bil tudi dober kandidat za guvernerja iz tega strokovnega stališča. Zdaj ne bom pa govorila o tem, kar pač je njegov drug nahrbtnik, nek politični nahrbtnik, ki mu ga vsi pripisujejo, češ, po njemu je takratna LDS izgubila volitve, ne vem, bil je najslabši predsednik vlade, kar po teh ocenah, ko jih bomo gledali, nekih ekonomskih ali pa ostalih ocenah, čisto ne drži, ker tista vlada, ki jo je on nadsledil po Drnovšku, ni bila tako slaba. Gospod Vrtovec, še v zvezi z vašo prihodnostjo ne odgovarjate konkretno, čeprav se neuradno sliši, da ste vendarle zainteresirani, da bi postali predsednik Nove Slovenije. Je pa verjetno tukaj dilema, če bi se zgodilo to, da bi prevzeli vodenje stranke pred volitvami in stranka ne bi dosegla preboja na prihodnjih državnozborskih volitvah, bi s tem hkrati tudi zapečatili svojo politično kariero. Jaz sem prepričan, da bo stranka Nova Slovenija, pa to ne prepričan, tukaj to so dejstva, tudi ankete to kažejo, da bo Nova Slovenija pač dobila zgleden rezultat, ponovila rezultat, ki ga imamo do sedaj. No, ampak te dileme nimate to, ki so jaz omenila. Dilemo temu, ali bo Nova Slovenija uspešna ali ne bo uspešna, jaz jih tukaj nimam. Jaz vas nisem vprašala tega. Se bom prišel na to, kaj ste me vprašali. Kar se pa tiče moje prihodnosti, jaz sem pač, vem, da bom kandidiral še enkrat za poslanca Državnega zbora, vem, da bom to kandidiral v rodni Vipavski dolini. Kar se pa tiče ostalih stvari,
absolutno mene politika zanima. Zanima me ne samo politika, ampak ta družbena aktivnost, da pripomorem k boljšemu življenju ljudi v tej državi, boljši kondiciji gospodarstva. In s svojim delovanjem želim tudi okrepiti absolutno konzervativno stran slovenske politike. Ker ta trenutek, če kaj potrebujemo močno konzervativno opcijo, glede na vse geopolitične, ekonomske in družbene izzive. Kar se pa tiče dogajanja v Novi Sloveniji, mi smo ekipa že več kot 20 let, delujemo že iz podmladka stranke enotno in usklajeno in vse, kar se zgodi v Novi Sloveniji, se zgodi v skladu z demokratičnim strankarskim procesom. Gospod Hojs, podpredsednik SDS-a, ki je bil včasih član vaše stranke, je minuli teden v tem studiu precej kritično govoril o vaši stranki in dejal, da tako preračunljive stranke, kot je NSI, pa še ne. Spraševala pa sem ga o tem, zakaj pravzaprav predsednik njegove stranke Janez Janša tako napada svoje naravne koalicijske partnerje, tako demokrate kot tudi NSI. Kako vidite to kritiko gospoda Hojsa? Boste po volitvah pozabili na vse ali pa mogoče že pred volitvami? Poslušala sem zanimiv pogovor z nekdanjim predsednikom Borutom Pahorjem, ki je rekel, da ima Janša dve možnosti. Ena od teh je, da v bistvu poskuša oblikovati neko desno koalicijo pred volitvami. Jaz se z drugimi političnimi strankami in s komentarji tovrstnimi predstavnikov drugih političnih strank ne ukvarjam. Imam svojo vizijo, svojo smer, kaj potrebuje tudi konzervativna stran, da bi lahko oblikovala vlado, ki bi bila zelo potrebna za stabilizacijo razmer v Sloveniji in za končanje tega kulturnega boja. Če bi gospod Janša se odločil, da bo oblikoval neko predvolilno koalicijo desno, pred volitvami bi vi pristopili glede na to znano stališče vaše stranke z Janezom Janšo v vlado pa ne več. Če pogledate vi naše delovanje v državnem zboru, že zdaj vidite, da recimo mi na mnogih področjih, kjer je potrebno, sodelujemo. In da nimamo nobenih težav, da se lahko enotno tudi zdaj v državnem zboru kot opozicija zoperstavimo vsem neumnostim, ki jih vlada predlaga. Enako je bilo v državnem zboru. Zdaj je potrebno oblikovati formalno neko koalicijo in tako naprej. Tukaj ne gre za odgovor da, ne. Zdaj, če bi odgovarjali da, ne bi bil lahko hvečemo populist, ampak potrebno je pogledati vse dane okoliščine, ki so nam na voljo, na kakšen način pripraviti teren, da se Golobovo vlado vrže z oblasti. Kakšne so tukaj možnosti, ali govorimo lahko o povezovanju drugih, manjših desnih strank, ali lahko govorimo o samostojnem nastopu, ali pa širšem povezovanju celotne desnice ali pa konzervativne strani. Seveda to je stvar diskusije v naslednjih 10 mesecih do volitev, kot je kolegica Pašek rekla, je še kar veliko časa. Ampak me pa spominja, če smem, to, kar si želi ali pa se dogaja na desni sferi, kar vodi kolega Janša, se v bistvu na nek način dogaja tudi na levi sferi, kjer prednači Robert Golob. V tem smislu, v tem modus operandi njune politike ali pa njunega nastopa v politike v bistvu postal dobesedno identičen. Zdaj to, kar sem jaz spremljala tudi, ker verjetno bomo na to temo prišli, tega zadnjega referenduma o dodatkih za umetnice in umetnike pri pokojninah, je v bistvu bila ta neka radikalizacija levega in desnega pola, ta blokovska delitev, kjer imamo samo dva hegemona, en se piše Janša in en se piše Golob. Jaz na takšne politike v Sloveniji nikakor ne morem pristajati. Čeprav je to naša realnost. Je realnost, ampak jaz na to ne pristajam. Ampak hočem nekaj stvar reči. V slovenskem političnem sistemu ne more biti sestavljene koalicije brez tudi manjših strank, ali pa manjših strank kot prve stranke na bloku. In je treba to imeti seveda v oziru. Ne bom komentiral, kaj delajo druge politične stranke, njihovi predstavniki, ampak Nova Slovenija se ukvarja sama s sabo, svojo prihodnostjo in svojo vizijo. Trdim pa eno stvar in s tem zaključujem ta blok mojega komentarja, da je nujno ali povezovanje, ali pa sodelovanje, ali načelni dogovori, da se za razbremenitev te konfuzijske vladne koalicije, ki jo ta trenutek imamo, da je nujna sprememba oblasti in da pride in tokrat dobi priložnost konzervativna stran. Zaradi tega, ker to narekujejo tudi zunanji dejavniki, geopolitična situacija. Poglejte ekonomsko situacijo, da Slovenija po padcu GDP-ja v prvem kvartalu najslabša. To je nujno, da konzervativna opcija dobi priložnost. Je pa veliko odvisno od nas samih,
kako bomo pripravljeni tudi v fazi priprav na volitve, na to volilno nedeljo, da ta rezultat dosežemo. Gospa Šetinc Pašek je že omenila referendum. Posledica tega referenduma je tudi vložitev interpelacije. Pripravili ste interpelacijo o delu ministrice za kulturo Aste Vrečko. Kar nekaj očitkov ste nanizali v njej. Pa me zanima, gospa Šetinc Pašek, kaj menite o tem? Je ta interpelacija upravičena ali gre pač za to, da so sedli na vlak referenduma v naselju? Torej, jaz bom tako rekla, jaz menim, da so tako demokrati, kolega Logar in njegova nova stranka, kot v Novi Sloveniji, kjer so to interpelacijo pripravili že, mislim, da pol leta, 1 leto nazaj, sedli na ta vlak zmagovalcev in skušali svoj lonček prisloniti zraven. Sama se s temi očitki na račun Aste Vrečko, ki so navedeni v tej interpelaciji, ne strinjam. Mislim, da gre za neke stvari, ki so že passé, in te interpelacije osebno ne bom podprla. Hkrati se tudi ministrico za kulturo na neki način tukaj zdajle poskuša, se v bistvu zares dela kot neko žrtev vaših političnih taktik, kako bi in v Novi Sloveniji in pri demokratih pridobili še nekaj tega zmagoslavja, tega nesrečnega referenduma. Zame, moram pač povedati, pa ta referendum res nesrečen, zaradi tega, ker se mi je zdelo to, kar je pač leva opcija naredila, oziroma 2 stranki te leve opcije, da ste naredili, da ste šli bojkotirati nek demokratični proces. Naknadni zakonodajni referendum je v bistvu zadnja faza procesa sprejemanja zakona in to se mi zdi absolutno napačna taktika. Razumem, da so to naredili, ker so se ustrašili vnaprejšnjega poraza, tako so jim očitno kazale javnomnenjske ankete, ampak sama osebno sem na stališču recimo Milene Zupančič, Vinka Möderndorferja, Tanje Lesničar Pučko in ostalih, da je treba tak zakon, ki je bil ta, braniti do zadnje kaplje krvi, zaradi tega, ker je vendarle na strani SDS-a šlo za veliko manipulacijo, veliko zavajanje in veliko laži na račun umetnikov. Asta Vrečko je simbol, kako ta vladajoča koalicija bije kulturni boj proti drugače mislečim in dobesedno odpira ring levega kulturnega boja proti vsem, ki ne mislimo enako. In to kaže tudi navzven s svojo aroganco, oholostjo tudi na drugih področjih. Kar se tiče tega referenduma, ta referendum je bil srečen. Z 400 000 ljudi, kar je veliko število ljudi. Dajmo pogledati resno. To je bil en redkih referendumov, ki so uspeli. V tem mandatu prvi referendum, ki je uspel. 400 000 ljudi je tukaj pokazalo svojo voljo, svojo pot, da so proti temu kulturnemu boju nove kulturne levice. Na referendumu sta zmagala oba, Janez Janša in Robert Golob. Ta interpretacija je eni napačna. Robert Golob je ta referendum izgubil. Robert Golob ga je izgubil in izgubil je tudi to bitko z interpretacijo demokratičnega procesa. Mi imamo prvič v zgodovini predsednika vlade, ki reče, da dajmo bojkotirati nekaj, kar je demokratični standard. Povejte mi vi v Evropi, kje dobite človeka, ki reče, na takem položaju, ki reče, ta referendum pa mi bojkotiramo. Tega ni nikjer, ampak v politiki moramo tehtati vsebine, vizije, ideje in preprečevati na ta način ljudi. In tukaj se strinjam z Mojco, ki je dejala, da je bila to napaka Roberta Goloba. Ampak po mojem mnenju to ni bila njegova napaka. On dejansko to misli, da je prav, da bo bojkotiral. Ne misli, da je bila to napaka, kar je še bolj žalostno. Druga stvar, ki je pomembna, interpelacija Aste Vrečko. Politiki doživi tak fiasko na referendumu, bi moral odstopiti. In danes mislim, da bi mogla biti to bivša kulturna ministrica. Jaz bi pričakovala to v kakšnem prejšnjem mandatu, da bi tudi kdo iz desne strani naredil, recimo gospod Vizjak, ko je izgubil zakon o vodah na referendumu, ali pa vlada takrat, Janeza Janša, da bi odstopila, pa se to ni zgodilo. Skratka, to je vse relativno. Tudi ni bilo slišati pozivov iz NSI. O tem smo imeli diskusije, se je tudi bila potem interpelacija, pa Nova Slovenija ni bila nezadnje proti, ampak gremo se ukvarjati s tem, kaj je potrebno danes in jutri za državo, ne pa vedno vleči, kaj je bilo v preteklem mandatu narobe narejeno. Ker vedno, ko kaj ni v redu v državi, vedno je kriv prejšnja vlada. Bom še nekaj prebrala v zvezi z gospo Asto Vrečko, kar se meni zdi tudi težava. Sicer vi ste v interpelaciji napisali, da
je odgovorna za negospodarno rabo javnih sredstev, ne, in tudi sistematično uničevanje vrednot slovenske osamosvojitve. Ampak tukaj povem nekaj, kar se meni zdi res slabo za slovensko državo. V zvezi z to nagrado, ki jo je gospa ministrica izplačala za nazaj gospe Svetlani Makarovič, so tako v Uradu za nadzor proračuna ocenili, da je bilo to izplačilo neupravičeno, tako državno odvetništvo, ki je presodilo, da je pravica z odpovedjo nagradi ugasnila, kot tudi računsko sodišče, ki je pač zapisalo, da je izplačilo nagrade v nasprotju z zakonom o javnih financah. Zgodilo se je še več. Vlada je odločitev svojega lastnega urada za nadzor proračuna anulirala in mu naložila, naj odloči o tem še enkrat. To se mi zdi zelo slabo, da v bistvu s tem politika jemlje nek pomen nadzornim institucijam. Drži se, o tem smo imeli mi komisijo za nadzor javnih financ, mislim, da 3-4 sklicano. In v bistvu je vlada posegla v odločitev urada za nadzor proračuna, ki je imelo pač drugačno mnenje. Zdaj čakamo, da se to novelira in še kar čakamo. In tukaj se kaže, ne, kako so ideološki somišljeniki kulturne ministrice ali pa te vlade v določeni prednosti in kako se prilagajajo odločitve nadzornim institucijam pravne države ali pa nadzornim institucijam nad porabo davkoplačevalskega denarja, kako se pač želi te odločitve prilagajati ideološkim željam vlade. In to je tisto narobe. Mi imamo nadzorne institucije v državi zaradi tega, da jih spoštujemo in da nas usmerijo. Spomnimo se spet za nazaj, preteklega mandata. Mi smo imeli zaradi tega enkrat na teden proteste, ne? Samo zaradi predloga, da se nadzorne institucije združijo v eno institucijo oziroma dve instituciji. Pa jaz še danes trdim, da to ni bilo prav. Da so bili protesti verjetno tudi zato, ker ste se hoteli neodvisnih nadzornikov znebiti čisto kadrovanje. Danes pa ne govorimo o temu, da se želi nekdo teh nadzornikov poslužiti. Danes mi enostavno reče Ministrstvo za finance, da strinjamo se z računskim sodiščem in vzeli jim bomo 3 milijone evrov. In to se je zgodilo. In enako velja za ta primer izplačila te nagrade. In Ministrstvo za kulturo že danes ni pojasnila, kje ima pravno podlago za to nagrado Svetlane Makarovič. Ne govorimo o tem, ali je Svetlana Makarovič dobra ali slaba. Ne, se sploh ne gre za to, gre samo za to, kaj je prav in kaj ni prav. Ja, ne, jaz se tukaj v bistvu načelno z vami seveda strinjam. Meni se tudi zdi, da pač preprosto ti moraš upoštevati odločitve nadzornih inštitucij, ali je to KPK, ali je to računsko sodišče, ali je to sodišče. Skratka, absolutno drugače družba ali pa pravna država pade, na testu pade v sekundi. Ne. Kar se pa tiče te nagrade Svetlani Makarovič, pa mislim, da je tukaj mogoče tudi računsko sodišče zelo ozko in črkozborsko zadevo gledalo, ker vendarle, kolikor jaz vem, je del te Prešernove nagrade, ki je največja nagrada za umetniške dosežke v Sloveniji, verjetno tudi finančni del. Ampak skratka, mogoče premalo zadevo poznam, ampak meni v vsakem primeru se zdi, da bi tukaj morali upoštevati pač nadzorne inštitucije in njihove odločitve. Vse sem prebrala, da ni samo računsko sodišče presodilo, da zadeva ni bila okej. Ko sem se pripravljala na to oddajo, sem se pogovarjala z gospodom Goranom Klemenčičem, ki je vodil po mojem mnenju verjetno najbolj uspešno ali pa protikorupcijsko komisijo, ki je imela najbolj odmevne odločitve. In on je med drugim opozoril ali pa ocenil, da v bistvu protikorupcijska komisija v zadnjih 10 letih dejansko ni naredila nobene preverbe izvora premoženja ljudi, ki pač so plačani iz javnih sredstev. Je ta vtis pravilen? Kaj menite? Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da je on ta vtis, ali pa njegova neka ocena ali pa mnenje, glede na to, da v bistvu vendarle pozna, kako je protikorupcijska komisija delovala v njegovem času in verjetno pozna način, kako deluje naprej. Mislim, da je njegova ocena točna. Jaz ne vem, če so oni preverjali, odkot viri pri gospodu Janši ali pa odkot viri pri gospodu Golobu, čeprav se pri gospodu Golobu ve. On je bil pač dobro plačan menedžer v GEN-I-ju, podjetju, za katerega trdi, da ga on ni je bil sam. omenil sicer nekatere nakupe nepremičnin po Ljubljani. Širše, jaz sem zdaj izpostavila sem pač dva, ki sta najbolj izpostavljena politika, ampak
gledati je treba tudi vse ostalo, kar sodi pod nadzor protikorupcijske komisije. Se ne sodijo samo ti najvišji, najbolj vrhunski politiki, ampak kot ste vi omenili, vsi, ki so na nek način deležni javnega denarja. In to so tudi lahko gospodarstveniki. Recimo, jaz ne vem, kaj se dogaja z predsednikom uprave SDH-ja, pa je na javni poziciji, ali pa recimo svetovalcem uprave SDH-ja za korporativno varnost, pa je na javni poziciji, na nek način, ali pa nekom drugim, ki ne sodi čisto ozko v ta okvir, kamor sodiva midva s kolegom Vrtovcem, ki sva poslanca, kjer je vse transparentno, kjer se nas lahko sleče do spodnjih hlač, po domače povedano, ali teh, ki sedijo na ministrskih položajih. Skratka, nabor teh ljudi, ki bi sodijo v ta kontekst, je zelo širok, ni tako majhen. Gospod Vrtovec, tukaj se opravičujem, ker sem vas prekinila, bom dodala samo še pod vprašanje, zakaj ni pri protikorupcijski komisiji nekih odmevnih primerov, ali ste politiki postali bolj pošteni, bolj spretni, je mogoče sama komisija izgubila elan s vodstvi, ki so se zamenjala po gospodu Klemenčiču? Jaz mislim, da odkar sem jaz poslanec, to je po gospodu Klemenčiču, se pravi od 2014 naprej, pa tudi že prej. To je bil nekakšen brezzobi tiger, tudi vse odločitve, ki jih je tudi pod gospodom Klemenčičem KPK sprejel vizavi dveh politikov, so potem naprej padle na upravnem sodišču. Se pravi, ti rabiš KPK, ki bo imel zobe, ne pa da imaš institucijo, ki napiše neko mnenje in potem tudi vnaprej je že izgubila na dveh odmevnih primerih to mnenje in s tem se v bistvu, se pravi, pravno bitko in s tem se v bistvu gradi to nezaupanje. Vedno pa je tako, da ljudje gradijo institucijo. Institucija ne da teže posamezniku, ki pride tja. Jaz mislim, da so imeli v preteklosti enega predsednika KPK-ja, ki ni žarel verodostojnosti. To govorite o gospodu Štefanecu, verjetno. In takrat se veliko, po mojem mnenju, tudi podrlo, ampak take KPK, kot jo pač imamo, s tako zakonsko podlago, v bistvu je to nepotrebna institucija v takšni obliki, kot jo imamo, če je brez zoba. Da se razume. Jo treba, če že imamo KPK, ga je treba oborožiti, drugače bolj, da ga ukinimo, ker lahko služi le kot dober PR instrument za obtožbe nekaterih, za druge pa ne. To pa je, da je politični instrument. In tukaj je problem, da recimo, če že imamo KPK, ne ima zobe, ne ima tudi pravno podlago in vse ostalo, drugače bolj, da ukinimo, sicer je to res instrument za politične obračune. Jaz sem zelo presenečen nad nekaterimi odločitvami, sicer zelo nedavno sem slišal, da rabijo pol leta časa za to preizkusno dobo, mislim, da pri predsedniku vlade. Za kar je ga dobro. Lepo vas prosim. Zdaj zbirajo dokumentacijo, zadeva je zapletena. Ja, ampak zdaj jaz ne bom branila KPK-ja, ampak jaz vseeno menim, da mi nek tak inštitut demokratična država potrebuje. Zaradi tega, da ne zapadeš v tisto, kar se ti je zgodilo recimo v Vučićevi Srbiji ali pa v nekem takem režimu, kot je recimo na Madžarskem. Skratka, neke vzvode nadzora nad politiko ali pa nad porabo javnih sredstev ali pa nad recimo tem integriteto, korupcijo in podobnim, ti potrebuješ. Se pa strinjam s kolegom, to je brezzobi tiger. Jaz se spomnim, ko sem vodila tisto znamenito, mislim, da 1 leto pa pol preiskovalno komisijo o nekem financiranju političnih strank. Mi smo veliko stvari dali na KPK, oni so resnično potrebovali precej časa, pol leta, da so sprejeli neko odločitev, ki so jo potem predali naprej, recimo na policijo ali pa na NPU ali pa na SDT ali pa na tožilstvo. Skratka, zgodba je v bistvu smešna. Niso oni sami odločali, ampak so preprosto, mi se s tem ne bomo ukvarjali in zadevo predali naprej. In to je velika napaka. Mogoče bi jo morali zakonsko polnomočiti, skratka dati več nekih teh pristojnosti ali pa neke opcije sankcioniranja, ne vem, govorim zdaj le na pamet, tudi takšnemu inštitutu, kot je KPK. Mislim pa sicer na to vaše osnovno vprašanje, ali smo politiki bolj ali manj pošteni. Jaz mislim, da smo popolnoma identični, kot smo bili prej. Vse vendarle vsi vstopamo v ta politični prostor za svojimi nekimi osebnostnimi lastnostmi, karakterji in podobno. Mislim, da se kaj dosti ni spremenilo. V preteklosti smo slišali bolje ukiniti protikorupcijsko komisijo. To je bila velika želja prvaka SDS-a. Danes imamo nekoga, ki govori, da je vse, kar se dogaja na KPK-ju, tudi strani predsednika vlade, da je to farsa. Skratka, s tem tako inštitucijo se razgrajuje. V politiki pa vsi vemo, pomemben je videz integritete in ti moraš pač integritetno ravnati. Jaz
vse tako, dokler bom v politiki, kolikor bom in če še bom tako ravnala. In verjetno tudi kolega Vrtovec se z mano morate strinjati. Ne, pa sej, nimam nobenih težav. Jaz sem bil v Ameriki na izobraževanju prav na temo transparentnosti vladnih odločevalcev in tako naprej, ampak tam imajo zelo močne in neodvisne institucije in so robustne, ne glede na to, kakšna oblast pride. Tukaj pa pride Golobova vlada pa poreže nadzornim institucijam denar zaradi tega, da se pač lahko na njih vpliva, onemogoča in tako dalje. Ne? Mi imamo nadzorne institucije, ki v bistvu jim vlada in denar jemlje. Zdaj si predstavljate, če bi prejšnja vlada Računskemu sodišču odvzela 4 milijone evrov Tomažu Veselju, naprimer, ne? Povejte mi, kakšen kraval bi bil kolesarjat še malo daljši verjetno do Kamenka. Ne? Ampak hočem to reči, da absolutno potrebujemo tudi KPK, s tem, da ima močnejše orožje, da je polnomočen, da ima tudi pravo pravno podlago. Vse ostalo pa pomeni, da gre za lahko zlorabo dnevno-političnih obračunov. Bom samo še eno politično stvar, ali potem bomo šli pa še k drugim aktualnim zadevam, ki se dogajajo te dni. To je vprašanje za vas, gospa Šetinc Pašek, ker ste dolgoletna nekdanja novinarka in poznate tudi vsa ozadja. Lahko se tudi mogoče gospod Vrtovec, če boste želeli kaj dodati. Gospod Borut Pahor vse skozi govori o stricih iz ozadja. Centrih moči zunaj politike, ki že 20 let dejansko vodijo leve stranke, ko so na oblasti. Gospa Šetinc Pašek, zakaj leve stranke to dopuščajo? A strice iz ozadja? Strice iz ozadja. Zaradi tega, ker očitno nimajo tako močne osebnosti, kot je Janez Janša, ki je stric iz ospredja na desni opciji, ali kako, ne. Povsod so, ne, ti tako imenovani svetovalci v ozadju, ne samo na levi opciji, mislim, da so tudi na desni, ne. Pač vsi se zelo radi ukvarjamo s politiko, politika ni neka abstraktna zadeva, vsi smo vendarle politične živali. Ne vem, ne, mislim, so pa ohranili nekateri pač nek vpliv, ki so ga imeli, ko so bili na položajih. Govorimo o prvem predsedniku Milanu Kučanu, k njemu je dobro iti po kakšen nasvet, ga upoštevati ali pa tudi ne. Tako da jaz v bistvu, pravzaprav, ko gledam zdaj to levo opcijo, kako se obnaša in kaj se dogaja, pravzaprav iz tega ne čutim tako, odkar sem v politiki, kot o tem govori Borut Pahor. Morda je on s tem imel večjo težavo, ker je izhajal iz stranke, katere prvi predsednik ali pa njegov predhodnik je vendarle bil, ne, ta njegov glavni stric iz ozadja, predsednik Kučan, ne, nekdanji. Tako da mogoče to njegova pač ta oseben problem, ne. Kolikor vem, zdajšnji predsednik največje stranke nikakor ne želi upoštevati nikakor ne želi upoštevati nobenega, kolikor pač vem, ne, nobenega tovrstnega nasveta, pa vendarle kak tak nasvet je bil in bi bil dobrodošel. Se mu je svetoval tudi nekaj, gospod Gregor Golobič, pa tudi niso padli njegovi nasveti na plodna tla. Govorimo o nasvetih, ki jih je recimo dobival tako od strani nekdanjega predsednika Kučana, ne, kot Gregorja Golobiča. To kaže na šibkost slovenske politične levice, kar se kaže tudi v vsebini in potem tudi pri neuspešnosti pri vodenju države. Imamo neizkušene politike, one-man bende, ki grejo v bistvu iz oportunističnih vzgibov v celotne zgodbe s podporo nekega establishmenta. Ne? No, in to je škodljivo za demokratičen proces. Ja, ne vem, no, ampak je pa res tudi to, ne, da se preveč pripisuje. Ne? Aha, zdaj bodo pa strici iz ozadja, to zlasti ne, v desni opciji, ker se bojijo očitno te politične konkurence na levi, ne, govorijo, aha, zdaj bodo pa, ker je pač, ne, imamo situacijo, kot jo imamo, zdaj bodo pa iznašli novo ime, ne, nov obraz, ne vem kaj vse. Mislim, to je meni smešno, ne, pač ljudje so tisti, ki volijo, ne, in v končni fazi tudi pri vas prihaja do novih imen, novih obrazov, ker drugače se politika pač ne more rehabilitirati, pa ne more pridobivati novih kadrov, ne more napredovati, ne, bom rekla takole, ne. To je unikum iz Slovenije. Če pogledamo ostale evropske države... Ja, kako se je pa vaša stranka kadrirala, ne? Kako je pa gospod Tonin ali pa kako ste pa vi prišli v politiko? Saj ste verjetno bili tudi nov obraz, pa še vedno niste najstarejši, ne, bom tako rekla, ali pa ne
bom pač izpostavljala nesrečnega kolega, ampak kako se pa v končni fazi kadrira SDS, se tudi oni potrebujejo nove ljudi, ki prihajajo. Se to mora vendarle biti nek odprt proces. Narobe smo razumeli, gospa Pašek Šestinc. Ja. Jaz sem želel povedati, da prav je, da prihajajo novi obrazi v politiko. Ampak problem v Sloveniji pa je, da na levem političnem polu nimamo stabilnih strank, poleg socialdemokratov, pa tudi levice, ki že kar nekaj časa obstaja, 10-12 let. Imamo pa prvo vladno stranko zdaj iz mandata v mandat, vedno, ki je nastala na podlagi bodisi užaljenosti, razočaranosti ali pa oportunističnih razlogov. Glede, Robert Golob je pristal v politiki zaradi užaljenosti in maščevanja, kar je narobe, ne zaradi tega, ker ima vizijo, kako voditi to državo. In posledica tega je, da imamo to katastrofalno vlado, kot jo imamo. Ker nekdo ni prišel iz vzgibov, ideje in vizije, ampak iz užaljenosti razočaranega dečka. To se lahko, kar se tega, tega primera tiče, to se lahko z vami strinjam. Ampak načeloma pa leva politična opcija je izjemno demokratična in skratka, ko gledate ta spektr strank ali pa spektr idej, ki se gibljajo na tej levi ali pa levo-sredinski sferi, nas je precej, Ni čisto tako, da bi bilo to za neko zaprto, skratka, od prvega strica iz ozadja odvisno okolje, kjer bo rekel, Milan Kučar, pa recimo, prej ste omenili, Gregorja Golobiča, ona dva se boste usedla in boste rekla, zdaj pa potrebujemo nekoga novega, ker nas je Robert Golob razočaral. Robert Golob je, po moje, razočaral pač ravno zaradi tega, kar ste vi zdaj povedali, ker ni šel v politiko na način, da bi rekel, grem resno, grem z nekim vsebinskim ideološkim predznakom, resnim programom, želim upravljati to državo, moj cilj je ta pa ta pa ta. On je govoril o 2 mandatih in de facto je stopil v politiko res zato, da nekomu pokaže svoje mišice. In to je, se strinjam z vami, to je napaka, na tak način v politiko ne smeš iti, moraš iti pa z idejo, z programom, z ciljem, kako bi lahko to državo upravljal za ljudi bolje. In če se le da, morda celo čez oba politična bloka. Gospod Vrtovec, vi ste kritični do vlade. Ta teden ste presenetili 2 številke, padec BDP-ja in napovedi, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Na soočenju na komercialni televiziji ste bili s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem, ki vas je v bistvu obtožil laži in manipulacije s podatki. Zdaj, podatki ne lažejo. Minister za višje davke, kot ga poljudno poimenuje slovenska scena, gospod Boštjančič, je zagotovo pretresen nad temi podatki, ne upa pa tega javno priznati. Slovenija je v bruto domačem proizvodu na najslabšem mestu. Naš upad je za 0,8% napram zadnjem četrtletju leta 2024. Upad v Nemčiji je v bistvu 0,0%. Tudi napoved, ki jih je dala Evropska komisija za naprej, smo iz 2,5% padli na 2%. Se pravi, mi imamo silne težave, bojim pa se tega odnosa, ki ga imata in gospod Boštjančič, pa tudi predsednik vlade do slovenskega gospodarstva, zlasti do obrtnikov, SP-jev, podjetnikov, teh malih ljudi, ki v bistvu se trudijo vsak dan za svoje plače. Ko je predsednik vlade pretekli teden na srečanju z obrtniki dejal, nič hudega, če vi optimizirate svoje delovanje in greste na Hrvaško. Vam želim dobro. Če nima dobrega okolja v Sloveniji, to so zelo napačna sporočila. Napačna sporočila, kajti, gledajte, Hrvaška sprejema v zadnjem obdobju, ravno zaradi tega, ker je Slovenija davčno preobremenjena, sprejema številne zakone, tudi za mlade, za podjetnike in gospodarstvo, ki vabijo naša podjetja tja. In jaz poznam 10 do 20 slovenskih podjetnikov, ki je odprlo podjetja v slovenski Istri, v Dalmaciji ali pa v Slavoniji, zlasti prevozniki so takšni, dol plačujejo davke. Na Hrvaškem plačujejo zdravstvo, na Hrvaškem plačujejo dobičke in vse ostalo. Tukaj imajo samo tovornjake. Hočem to eno stvar povedati, da to so napačna sporočila, ki jih dajata Boštjančič pa gospod Golob. Gospod Boštjančič je celo omenil premenjeno soočenju v Bosno, da tam še ugodnejše. Lepo prosim, mi moramo obrtnike in podjetnike zadržati v Sloveniji, da bodo tukaj plačevali davke. Jih pa preveč stiskamo. Mi smo davčno preobremenili te ljudi.
Veste, in to je ta posledica je tudi pad GDP-ja. Pri tem davčnem primežu vam je očital manipulacijo oziroma je opomnil na opombo OECD-ja v zvezi s tem, zakaj se je ta davčni primež tako povišal. No, torej jaz imam malo drugačen pogled na to, zakaj je pač prišlo do tega padca BDP-ja. Mislim, da vendarle moramo gledati tudi na širše geopolitično okolje in na to, kar je pač z carinami nedavno v Ameriki počel Donald Trump in kako je to plusknilo v Evropo in kaj se je dogajalo prej za gospodarstvi, tudi v Nemčiji, zlasti za avtomobilsko industrijo, na katero je slovenska industrija močno, slovensko gospodarstvo močno vezana. Tako da tukaj si jaz ne bi tako vehementno upala trditi kot kolega Vrtovec, da je to zgolj in samo posledica tega davčnega primeža. Jaz mislim, da je to posledica vsega skupaj. Poleg tega bi opozorila še na eno stvar, da se je nad temi podatki zadnjimi v zvezi s padcem BDP-ja zelo začudeno odzval tudi glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije, gospod Ivanc, ki v bistvu deli začudenje finančnega ministra, pa ne da jaz za finančnega ministra zagovarjam, da pač imajo oni drugačne podatke. Jaz se tudi dostopa do teh podatkov, ki jih GZS ima, pa jaz pač žal nimam. Mogoče jih boste imeli vi lažje, ker ste pač predsednik odbora oziroma komisije za nadzor javnih financ. Mi bomo naslednji teden sklicali sejo, vsem tem bomo že imeli sejo komisije za nadzor javnih financ, ker bomo to malo katastrofo, upad GDP-ja, ki je največji v Evropski uniji, bomo tudi prediskutirali. Težko so podatki tukaj napačni, ki gre za izračune za nazaj, tukaj ne gre za napovedi, da bi lahko potem bili presenečeni. Ampak vendarle ena stvar. Absolutno so geopolitične in geostrateške razmere zelo problematične, tudi za celotno Evropsko unijo. Slovenija je izvozno naravnana država, zlasti je vezana na nemški, avstrijski in italijanski trg. Ampak pozor, veste, Nemčija, ki bi morala bolj občutiti to carinsko vojno, je občutila manj kot Slovenija. Tudi Hrvaška je odvisna od nemškega trga in pol izdelke pošilja v avtomobilsko industrijo v Nemčijo, pa ima 2% GDP v tem kvartalu. Mi imamo konglomerat slabih vladnih odločitev, ki je prepleten z geopolitičnimi razsežnosti in potem se pač rodi tak padec GDP-ja. Jaz bi tukaj uporabil eno besedo, razum. Nihče ne govori o nizkih davkih. Govorimo o razumnih davkih. Ko govorimo o davčnem primežu, govorimo o tem, da je vlada šla izven konteksta razuma pri obdavčitvi ljudi, zaradi tega imajo slabše plače in naša neto plača je že skoraj takšna kot na Hrvaškem in o obdavčitvi malega gospodarstva. Pustimo ljudem dihati. No, ampak jaz bi vseeno tukaj opozorila, jaz razumem, ti podatki so seveda absolutno slabi za vlado, za Slovenijo, še bolj za Slovenijo, bom tako rekla, bi pa rada videla podatke, to, kar pač tudi na GZS-ju gledajo, merijo, statistično vrednotijo, bi bilo dobro dobiti tudi od njih neko oceno. Bi pa rekla takole, pa bom spet vam nastavila ogledalo za nazaj, kar je zelo nehvaležno. Tudi zadnja vlada Janeza Janše je imela težave z temi padci GDP-ja in sprejemanjem Umarjevih podatkov. Če se spomnimo, ko ste sprejemali znameniti načrt za okrevanje in odpornost, kamor je bila potem vnešena tudi pokojninska reforma, je pred volitvami niste želeli sprejeti, ker so bili podatki za vlado slabi, neugodni. To je bilo enako in potem smo šele post festum, ko so bile volitve že za nami, je vlada, ko je že imela tekoče posle, potrdila Umarjevo statistiko. Padec bruto domačega proizvoda v prvem letu je bil v prvem kvartalu, v drugem kvartalu je bil zaradi tega, ker je bilo gospodarstvo zaprto zaradi COVID-a. V letu 2021 in 2022 pa smo imeli 8% bruto pač rast BDP-ja, da ne pomote, govorimo o 8%. Da ne tukaj dodam še zunanji dejavniki, o katerih govorite tako gospod Robert Golob kot finančni minister, ne pojasnjujejo hitrega krčanja gradbenega sektorja. Če razumemo, da je padla pač domača poraba zaradi strahu, negotovosti, si ljudje pač ne želijo toliko investirati in nakupovati, je pač tukaj dejavnik, ki ni odvisen od Trumpovih carin. Tako da se bo to še... Pa ima gradbeništvo največji multiplikator, 2,5-kratnik, govorijo ekonomisti, in ne razumemo, zakaj se državne investicije ne izvajajo. Ampak tukaj je, to bi se pa morala, se pa z obema strinjam, kar se tega gradbeništva tiče, spomnimo lani, mi smo imeli poplave, iz Evrope smo dobili
količino denarja. 600 milijonov. Tako, hkrati smo sami dodatno zbirali, po domače povedano, zbirali sredstva za to popoplavno obnovo in tukaj je velika priložnost za te tovrstne investicije. In potem pa, če pogledamo po Sloveniji, vendarle imaš občutek, da vendarle teče nek infrastrukturni investicijski cikl. Tako da zanimivo, da je tukaj tak upad. To je zelo zanimivo. Leta v COVID-u, ko je bil padec GDP-ja zelo velik, ko je bilo vse zaprto, smo mi načrtno povečali investicije v gradbeništvo in spodbujali izvajalce in investitorje, da ne gradijo, zaradi tega, ker to je bila edina dejavnost, ki je lahko takrat trajala in smo imeli velik multiplikator. Zakaj se je zdaj to zaustavilo in kakšna je tukaj proračunska postavka na investicijah v prvem kvartalu? Jaz teh podatkov nimamo. Sta pa tukaj dva dejavnika. Ali so absorpcijske zmožnosti slovenskega gradbeništva že presežene, kajti javnih investicij je za več kot milijardo evrov. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa je, ali je tukaj določena stvar potem po sprijemih proračuna pač prilagojena, ampak investicije izvaja zdaj Dars, izvaja jih železnice, recimo, izvaja pa jih tudi državni DRSI. Tukaj so še privatne investicije, ki so v velikem obsegu. In jaz resno ne razumem, zakaj se zdaj javne investicije na gradbeništvu, da so zaustavljene. Res ne vem, bilo treba tudi govoriti z ministrico Bratuškovo. Čeprav ona trdi, da tečejo, to je, oba trdita, in finančni minister in ministrica, pa tudi predsednik vlade, ki se zelo rad hvali z uspehi te vlade, trdi, da pač je to v teku. Mislim, zelo me čudi, ja, se pravim, to me čudi, te zadeve bi morali videti, mislim, skratka. Gospa ministrica za infrastrukturo je omenila javno že, da v bistvu gradbeniki, ki pridobivajo posle, dejansko nimajo dovolj zaposlenih, ker jih premeščajo z gradbišča na gradbišče. Poleg tega tudi bi si morda na podlagi kakšnega javnega razpisa lahko človek mislil, da si ne želijo te gradbeniki in te, ki dajajo gradbenikom te projekte. Tu je konkurence, tujcev, ki bi prišli jih nagraditi, ker se na nekatere razpise zaradi razpisnih pogojev sploh ne morejo prijaviti. Mogoče še eno vprašanje. Omenili smo na začetku referendum, na katerem ste zmagali obe strani. Zmagala je, ve se, kdo je zmagal. Zmagala je stranka SDS, ki je ta referendum sprožila. Ampak vaši nekdanji kolegi pravijo, da so zmagali oni, ki so prepričali 75% ljudi, da je ostalo doma. Ampak ne razumejo te preproste gospodinjske matematike, ki jo učijo že v drugem razredu osnovne šole, da ponavadi na referendume hodi 40% ljudi, tokrat jih je prišlo 26, in da teh 40%, da je samo 15% tistih, na katere bi lahko oni računali. Ali pa so to vedeli vnaprej in so zato bojkotirali. Če vzamemo to interpretacijo, ki ima vlada, ali pa Gibanje Svoboda, kdo je zmagal referendum, pa oni, zaradi tega, ker je 75% ljudi ostalo doma, potem pa je bivša koalicija zmagala referendum o vodah, ker je 60% ljudi ostalo doma. Ja, to je ta interpretacija, nažalost. Ne moramo biti otroči, kot je Gibanje Svoboda, ampak dajmo pač povedati, da tukaj je bil referendum, v katerem je bila udeležena tudi Nova Slovenija, je bil dvojni. Prvič proti slabemu zakonu in drugič proti vladi Roberta Goloba, ki je slaba. Poraz je bil za levo opcijo boleč, zato se pa skrivajo in reinterpretirajo te rezultate, kot jih interpretirajo. Nažalost je to za moje pojme napaka, zaradi tega, ker ti si pač moraš pogledati v ogledalo in si moraš pač to vrstne poraze priznati, zaradi tega, da lahko greš naprej in da lahko delaš bolje. Bi si upala zdaj napovedati v bistvu, da bomo od volitev odločali vsaj še na enem referendumu. Jaz mislim, da bo to pokojninska reforma. Se strinjate s tem? Jaz osebno se strinjam. V končni fazi so ta referendum že napovedali sindikati, tisti sindikati, ki se niso pridružili podpisu dogovora socialnega z vlado. In to je tema, ki bo verjetno menim celo, da bo dosti bolj zanimala. Menim celo, da bo največja opozicijska stranka, verjetno, ne vem, kakšna bo vaša strategija, da se bo potem tem sindikatom v ozadju priključila in pridružila pri nabiranju in zbiranju podpisov in se na nek način skrila za to predlagateljstvo ali pa sopredlagateljstvo, ker je tukaj pa vendarle ena velika, za moje pojme, moralna dilema ali pa moralna odgovornost tudi prvaka največje opozicijske stranke. Končno je bila ta stranka tista, ki je bila prva vladna stranka v prejšnjem mandatu, ki je pokojninsko reformo dala
v politično agendo. Obljubila, ja. Skratka, in to pa je zame kar velika odgovornost in zaradi tega se bodo tukaj skrili. Tako da... No, čeprav se mi zdi recimo to taka fina referendumska tema, ljudje odločili boste o svoji prihodnosti, kako boste uživali zadnje obdobje svojega življenja. Vse, kar poznamo zdaj to pokojninsko reformo, v bistvu je v veliki meri slabše za ljudi. Pomeni nižje pokojnine, ter dlje časa bodo delali. Ampak minister Mesec trdi ravno nasprotno, da bojo pokojnine... Minister Mesec je pač politik, ki je to stvar pripravil, in slabi zakoni so stvar slabe vladne koalicije. In slabi zakoni je prav, da pač grejo potem na referendum. Je pa to odvisno od vlade. Veste, zdaj opozicija bo tukaj v dobri veri skušala razbremeniti ljudi slabih zakonov. Če jih bo vladajoča koalicija predlagala, pač je to njena stvar. Seveda daje to referendumi neko novo politično dinamiko tik pred volitvami, ampak je to problem, ki se odraža zlasti znotraj vladne koalicije. Za konec bi to dejal, da volilna kampanja se je že pričela, ne samo s tem referendumom, ampak tudi sicer. Vidimo, kaj se dogaja tudi prerazporeditve sil na levici, ali pa okrepitve različnih sil. In mislim, da se je pred nami eno tako pestro politično ali pa družbeno obdobje. In bi še enkrat na koncu pozval, da tudi politične akterje na levici, da dajmo tukaj uporabljati zlasti razum, da v tem obdobju ne pademo pod vpliv populizma, levega v tem primeru, populizma, ki lahko dolgoročno škodi naši Sloveniji. Jaz pa bi dodala, da je pametno, da ne zapadamo ne pod levi, ne pod desni populizem, ker sta oba na delu v tej državi in sta si v bistvu, bom rekla, kar bi lahko naredili en enačaj med njima, kot sem že prej rekla, v tem nekem načinu ali pa političnem slogu, ker jaz nekih velikih razlik tukaj ne vidim. Mislim pa, da se krepi tudi desni politični pol in da tudi vi, Nova Slovenija dobiva resno konkurenco, tako da vsi imamo, bom rekla, vse opcije imamo svoje težave. Samo še zadnje vprašanje. Minuli petek so očitno vajnemu kolegu Andreju Hoiviku popustili živci. Kar smo videli v nadaljevanju na družbenih omrežjih, se mi zdi nedopustno. Vi ste zapisali, da ste najprej ljudje in šele na to politiki, ampak mene zanima vajno mnenje, ali menite, da je končal s tem svojo politično kariero? Ker nekateri znani politični komentatorji ga pozivajo naj odstopi. Jaz želim Andreju vse najboljše in da čim prej okreva. Res mu želim vse najboljše. Vse ostalo je pa ta trenutek popolnoma nepredmetno opredeljevanje. Jaz vztrajam pri tistem, kar sem napisala. Jaz sem zelo tudi enako. Vsakemu se lahko neka taka stvar zgodi. Politika je zelo kruta, to je zelo težek posel. In pa ne samo politika, dobesedno vsakemu lahko, ki je malo bolj čustveno labilen, pa nekaj se lahko primeri taka stvar. Kar se tiče komentatorjev, se strinjam na nek način načelno s tem, da moraš biti psihofizično absolutno fit, pa tisto stabilen, ko stopaš v ta politični prostor, v ta politični ring, v to boksarsko areno. Bi pa zaključila morda z besedami prej omenjene pisateljice in pesnice Svetlane Makarovič, ki jih je sporočila preko novinarskega kolega Šurca, da naj si vsi zapomnimo, kaj je bila Rdeča zvezda, ki se jo tako zelo kritizira na eni od političnih opcij. Najprej se je Rdeča zvezda borila za človečnost, zato moramo tukaj biti absolutno na strani človeka in na strani sočutja. Končajmo torej s tem pozivom k sočutju in k razumevanju. Čeprav je človek res presenečen, kaj vse lahko prebere na družbenih omrežjih. Zahvaljujem se vam za to, da ste se odzvali mojemu vabilu, vam pa hvala za pozornost. Vidimo se spet čez 7 dni.